Lepo pozdravljeni. Ob prvi obletnici izida Bele knjige o prevajanju, ki je med drugim razkrila tudi blišč in bedo prevajalske, tolmaške in lektorske scene na Slovenskem, smo se danes, na dan knjige, želeli srečati z vami na Mariborskem knjižnem sejmu in pogovoriti o tem, kakšno pot je naša stroka prehodila v zadnjem letu. Pa je, saj veste zakaj, prvotno bil knjižni sejem prestavljen na maj, zdaj pa poteka v virtualni obliki in zato smo tudi mi, vsaka pred svojim računalnikom. Vljudno vabljeni, da naslednje pol ure z nami preživite tudi vi, saj nam bodo dr. Barbara Pregl iz Društva slovenskih književnih prevajalcev, magistra Andreja Skarlovnik-Ziherl iz Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, Kristina M. Pučnik iz Lektorskega društva, Polona Mertelj iz Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev in Živa Malovrh iz Društva znanstvenih tehniških prevajalcev Slovenije, predstavili aktivnosti v zadnjem letu, trenutno stanje in obete za naprej. Prav gotovo se bodo dotaknile tudi specifičnih izzivov današnjega časa in najverjetneje žal ne bodo mogle niti mimo precej črnih izgledov, trenutno predvsem na področju konferenčnega in sodnega tolmačenja, celostno gledano pa tudi na področju strokovnega in tehniškega prevajanja, književnega prevajanja, prevajanja za televizijo in film, kakor tudi na področju, kjer so aktivni lektorji in lektorice slovenskega jezika. Za uvod v to virtualno okroglo mizo prosim dr. Barbaro Pregl, urednico Bele knjige, da oriše odzive na Belo knjigo o prevajanju, ki je izšla pred letom dni, in nam predstavi njen pomen v slovenskem prostoru. Bela knjiga v našem prostoru prav gotovo predstavlja unikum. Gre za skupni projekt prevajalskih društev v Sloveniji, in sicer Društva slovenskih književnih prevajalcev, Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev, Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, Združenja SCIT, Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev in Lektorskega društva. Nastala je v sodelovanju s fakultetami, ki prevajalce in lektorje izobražujejo. Bela knjiga govori o pomenu prevoda, oriše infrastrukturo prevajanja, v empiričnem delu spregovori o anketah in govori o sistemskih in specifičnih izzivih ter o pomenih dobre prakse. Torej, nastala je kot artikulacija tega, kar smo, kje so izzivi in kam bi radi prišli. Govori o preteklosti in sedanjosti. Ko smo osnovali Belo knjigo, smo napisali, da si želimo, da bi Bela knjiga postala referenčno besedilo v našem prostoru. Glede na odzive, ki smo jih prejeli, smo vesele, da se je to tudi dejansko zgodilo. Bela knjiga je med drugim opozorila tudi na sistemske težave. Ste nanje morda uspeli opozoriti tudi odločevalce? Pri dialogu z odločevalci gre za dolgotrajen proces. Zato se skupina društev, ki je nastala v okviru Bele knjige, še stalno dobiva, sodeluje z drugimi akterji, recimo z asociacijo, soglasnikom. Hkrati pa smo kot posamezna društva tudi vzpostavili dialog s posameznimi ministrstvi. Z Ministrstvom za pravosodje, na združenju SCIT, z Ministrstvom za javno upravo, pri pripravi smernic javnega naročanja, pri tem so sodelovala različna društva ZKTS, DZTPS in Lektorsko društvo, ter z Ministrstvom za kulturo. Članica Lektorskega društva je članica tudi skupine za slovenski jezik, sama pa sem sodelovala v skupini za stalni dialog s samozaposlenimi kot predstavnica knjige. V dokumentu, ki smo ga predstavili znotraj te skupine za nacionalni program za kulturo, smo vzpostavili tudi nekaj pomembne vidike. In sicer želeli smo si vzpostavitve pisarne za samozaposlene, govorili smo o cenzusu, o štipendijah, o različnih vrstah statusa, glede na to, kje se samozaposleni delujejo, sodelovanje z javnimi zavodi, z drugimi ministrstvi in širšo družbo. Hvala lepa. Naslednja bi prosila kolegico iz Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, Živa, če nam morda predstaviš, kakšen je po mnenju vašega društva namen povezovanja z drugimi društvi in kaj želite s tem doseči? Hvala za besedo. Prvi splošen vidik je logičen. S povezovanjem, kakršnikoli povezovanjem širimo zavedanje o društvu pri drugih članih društev in drugemu dajemo neko validnost v javnosti.
če nastopamo skupaj, imamo večji glas, imamo večji doseg in kot je omenila Barbara, v tem imamo veliko možnosti za uveljavljanje svojih zahtev. Poleg tega v paketu predstavnic društev nastopamo tudi pred študenti prevajalstva, da se zavedajo pomembnosti in pomenu njihovega poklica v družbi in pa pomembnost, da ohranjajo strokovnost na svoji karierni poti in pa, da je pri tem tudi pomembno članstvo v društvu. S tem uresničujemo svoj cilj povezovanja z drugimi društvi, ki je skrb za naslednje generacije. Drugi cilj povezovanja, ki je bolj specifičen za našo panogo, pa je seveda povezovanje z društvi, da dosežemo to priznanje poklica strokovnjakov jezikovnih poklicev. Dobrih 50 let smo bili edino društvo strokovnih prevajalcev in smo si v tem času ves čas prizadevali urediti svoj poklicni status, kar nam žal ni uspelo. Kasneje pa je vzklilo več specifičnih društev in s tem očitno se je pojavil večji interes in delovna vnema, ki je zelo potrebna za skupen boj, za skupen cilj. In zato smo v DZTPS dali pobudo ostalim društvom, da se povežemo in z združenimi močmi zavzamemo se za ureditev razmer. Prvi viden rezultat tega je bila knjiga o prevajanju, o kateri je bilo in bo tudi veliko govora. Kaj pravzaprav pa lahko naredimo prevajalci sami, da stanje izboljšamo, oziroma česa ne smemo narediti, da ga ne bi še poslabšali? Kako na to gledate v Društvu slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, Polona? Sami, jaz mislim, da lahko naredimo predvsem to v obeh smerih, da smo enotni, se pravi, če nastopamo skupno, če nastopamo v duhu društva ali društev, se pravi, da ne pristajamo na slabšanje razmer in na vse, kar nam ponudijo naročniki, naj bojo to posredni ali neposredni. Mislim, da smo močnejši in da s tem lahko izboljšamo svoj položaj. Govorim tukaj o gmotnem in socialnem položaju, tudi položaju v samem slogu življenja. Tudi pač pri slogu življenja tudi to, da sami poskrbimo zase. Kar je pri nas na našem področju največji problem, s čimer si sami kopljemo jamo, je pa to, da nekateri prevajalci mislijo, da morajo sprejeti vsak posel, ki jim ga ponudijo, za kakršnokoli ceno, ki jim ga ponudijo. S tem se ne zavedajo, da poslabšujejo položaj tudi drugim. Lektorsko društvo se sodeč po prisotnosti v strokovni javnosti in naravi vaših prireditev vedno bolj posveča tako imenovanim statusnim vprašanjem. Katere zaposlitvene in organizacijske oblike ter mehanizmi so danes na voljo tistim, ki profesionalno opravljate poklic lektorja? Ja, danes smo lektorji večinoma samozaposleni, nekaj tudi samozaposlenih v kulturi ali samozaposlenih v enoosebnih družbah. Večinoma smo razpršeni vsak med svojimi naročniki in avtorji besedil. Zdaj o sivi coni lektorjev oziroma pravzaprav vseh slovenistov in jezikoslovcev, ki tu in tam pregledajo sestričnino diplomo ali vaško glasilo, pustimo ob strani, ker ga pravzaprav ne moremo toliko zaznavati in se tudi ukvarjati ne s tem, ker se nam zdi primerneje ukvarjati se z zadregami in statusnimi vprašanji profesionalnih lektorjev, ki jih tudi ni malo, pa tudi zadreg in vprašanj ne. Veliko je tudi vprašanj, ki jih naslavljajo in so jih naslavljali na lektorsko društvo kolegi iz drugih jezikovnih poklicev, predvsem veliko prevajalcev, novinarjev. Zato smo tudi zadnja leta veseli, da smo bili povabljeni in se vključili in sodelujemo v naši skupini društev s prevajalci in tolmači. Lani smo pa ravno po zgledu sorodnega društva, Združenja konferenčnih tolmačev, tudi v lektorskem društvu spremenili statut in ga nekako s tem odprli tudi drugim pridruženim članom, torej drugim jezikovnim poklicam. Lepa. Sedaj pa nas najbolj zanima, kaj se v zadnjem letu po izdaji Bele knjige o prevajanju dogajalo na področju konferenčnega tolmačenja. Kot prvo bi pozitivno stvar izpostavila, da se je tolmaška skupnost v zadnjem letu res še dodatno povezala. Zelo smo okrepili komuniciranje z javnostjo, tako prek naše spletne strani, potem tudi bloga,
seveda Facebooka, LinkedIna, Twitterja, kmalu bomo odprli tudi YouTube kanal. Že več let pa za člane in za zainteresirano javnost nekajkrat letno izdajamo tudi novičnik ZKTS na glas. Te dni pa organiziramo tudi virtualne klepete za člane, kjer se seveda obveščamo o situaciji. Potem bi omenila, da smo s predstavniki drugih društev v letošnjem letu seveda aktivno sodelovali pri pripravi smernic prevajanja, tolmačenja in lektoriranja, ki jih je omenila že Barbara in ki jih oblikuje Ministrstvo za javno upravo. Zaradi politične pa tudi siceršnje situacije so te smernice malo zastale, ampak upamo, da se bo delo kmalu nadaljevalo. Kot slabo prakso pa moram omeniti razpis za storitve konferenčnega tolmačenja, ki ga je lani objavil Generalni sekretariat vlade. Zato smo res veliko komunicirali s pripravljalci razpisa, poskusili smo odpraviti nejavnosti in odstopanja od mednarodnih standardov. Veliko razprav smo imeli tudi s kolegi, ampak na koncu se velika večina usposobljenih konferenčnih tolmačev zaradi nestrinjanja s pogoji na javno naročilo ni prijavila. Tudi zato pa smo za širšo tolmaško skupnost pripravili smernice za pripravo ponudb za upravljanje naših storitev in te smernice vsebujejo določila, s katerimi se ohranja raven storitve, hkrati pa te smernice varujejo tako naročnike kot tudi nas, izvajalce. Andreja, čemu pa se posvečate zdaj? Kakšni so vaši cilji za letošnje leto? Ja, v povezavi z Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani prav zdaj izvajamo projekt portala jezikovnih poklicev. In cilj tega projekta je, da obveščamo in ozaveščamo splošno javnost o jezikovnih storitvah, pa o pomenu standardov, hkrati pa želimo z njim širiti dobre prakse tudi med samimi strokovnjaki in pa tudi priporočila uporabnikom. Potem nadaljnji cilj za letos je, da oblikujemo smernice in priporočila za nove tehnologije in za njihovo uporabo pri konferenčnem tolmačenju. Ravnokar, pravzaprav prav ta teden, smo oblikovali delovno skupino za tolmačenje na daljavo. Gre za aktualno problematiko in naš namen je, da čim prej ponudimo neko oporo za člane, pa za uporabnike in naročnike. Seveda bomo pa tudi letos še naprej z velikim veseljem sodelovali v naši skupini društev, ki je izdala belo knjigo. Tu vsi vemo, da je naš dolgoročni cilj urediti stanje na trgu z registrom jezikovnih poklicev. Želimo si, da bi se te že omenjene smernice prevajanja, tolmačenja in lektoriranja premaknile z mrtve točke. Še naprej pa tudi sodelujemo s sorodnimi združenji v tujini, pa z Mednarodnim združenjem konferenčnih tolmačev, torej AIKom, in z njimi usklajujemo odzive na aktualno situacijo. Andreja, najlepša hvala. Polona, kakšne pa so naloge Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev? Naloge društva so predvsem ozaveščamo javnost o pomenu podnaslovnega prevajanja, saj je to prevajanje eno izmed teh, s katerimi se javnost najbolj srečuje pri ogledu različnih oddaj. Zaradi tega poskušamo prevajalce, ki delujejo na avdiovizualnem področju, seznaniti s čim več literature, s čim več dogajanja na mednarodnem področju. Prirejamo seminarje, saj smo opazili, da se zaradi raznovrstnosti našega prevajanja pojavljajo strokovne zadrege in poskušamo te luknje zapolniti. Žal imamo še vedno tudi mi naše nacionalne smernice nekje na mrtvi točki in si tudi prizadevamo, da bi se to premaknilo in se s tem pridružili širokemu naboru evropskih držav, ki te smernice že imajo. Potem zdaj v zadnjem času smo žal člane obveščali predvsem o tem, kaj se dogaja na socialnem področju, kako lahko zaprosijo za pomoč, če jo potrebujejo. Potem drugače pa čisto naš ruski kolega Max Deryagin
ima svoj blog, kjer nam je tudi čisto tehnične stvari, pripomočke pri podnaslovnem prevajanju prikazal zelo grafično in zelo razumljivo. Se pravi, tudi to je ta mednarodna povezava z drugimi sorodnimi društvi, je prednost v tem, da se dejansko obveščamo o vsem, kar se dogaja. Se pravi, da ko se v neki državi nekaj zgodi, smo v bistvu seznanjeni s tem v Evropi vsi. Hvala lepa za enkrat, Polona. Zdaj bi pa vprašala, kaj v Društvu slovenskih tehniških in znanstvenih prevajalcev opredeljujete kot skrb za člane in kako se potrebe članov spreminjajo skozi čas? Društvo je v vsem svojem delovanju 60 let postavljajo skrb za člane na prvo mesto. In v pripravi na to okroglo mizo sem prebrala zbornik ob 50. obletnici obstoja. In zelo zanimivo se mi je zdelo ravno, kako se ta skrb za člane odraža v spreminjajoči situaciji. Skratka, v vsakem desetletju se poskušamo prilagoditi potrebam članov, ki pa so danes takšne, da so nas vodile v to povezovanje, kar se nam zdi odlično. Vse skozi pa stavimo kot skrb za člane danes, v preteklosti in naprej, predvsem izobraževanja prevajalcev in sodnih tolmačev. Od leta 2012 smo organizirali že 62 seminarjev in druge naloge društva v svoji skrbi za člane pa so tudi, da posredujejo med naročniki in prevajalci, torej da se naročniki lahko obrnejo na društvo, ki potem posredujejo naročila oziroma ponudbe najprimernejšemu prevajalcu, da so jim recimo v 70 letih in še vedno pomagajo pri fakturiranju računov, recimo za delo prek avtorske pogodbe z javnimi zavodi. S svojim cenikom priporočenih cen ohranjajo nek nivo, kaj lahko recimo naročniki pričakujejo. In ta skrb se danes odraža v teh dodani vrednosti strokovnih seminarjev in pač možnosti za povezovanje s kolegi ter naše povezovanje med društvi, da dosežemo skupni cilj. Kristina, danes lahko slišimo in preberemo različna poimenovanja za vašo dejavnost. To so lektoriranje, jezikovno svetovanje, v strokovni literaturi je moč zaslediti celo predlog za nov profil jezikovnega urednika. Ali so se lektorjevo delo in njegove specifične kompetence v zadnjih desetletjih precej spremenile? Gotovo. Že takrat, ko je nastalo Lektorsko društvo Slovenije, je bilo ustanovljeno zato, da je začelo združevati stanovsko lektorje. Do takrat so bili lektorji bolj del kolektivov in tudi vsak lektor se je z jezikovnimi in drugimi vprašanji lahko obrnil na kolege v posameznih založbah, časopisnih podjetjih in tako naprej. Potem je seveda prišla do izraza ta težava osamljenosti oziroma jezikovnih in drugih zadreg. Zato je lektor potem moral pridobivati razne veščine. Jezikovni urednik je pojem, s katerim smo se poigravali oziroma ga vedno večkrat tudi omenjamo in se nam zdi zelo primeren pojem za opis naše dejavnosti, ker menimo, da je precej širši kot samo lektoriranje. Hvala lepa. Barbara, če se vrnemo k tebi. V beli knjigi ste izpostavili dva temeljna izziva književnih prevajalcev, to sta vprašanje avtorskih pogodb in vprašanje knjižničnega nadomestila. Je na tem področju kaj novega? Torej, v beli knjigi smo dva temeljna izziva, se pravi avtorske pogodbe in knjižnično nadomestilo, predstavili z našega prevajalskega vidika. V nadaljevanju pa skušamo z drugimi deležniki doseči premik in pogovor o tem, kar nas zanima. Kar se avtorskih pogodb tiče, skušamo razmišljati o obsegu odstopa pravic, trajanju tega odstopa in nadomestilu. V
Torej, v primeru knjižničnega nadomestila za razrez, delitev sredstev med vse, ki so do knjižničnega nadomestila upravičeni. Naj opozorim na okroglo mizo, ki smo jo imeli o avtorskih pogodbah v okviru Slovenskega knjižnega sejma, na kateri so sodelovali predstavniki založnikov, prevajalcev in Javne agencije za knjigo. Torej, s pogovori smo želeli nadaljevati, vendar jih je trenutna kriza upočasnila in želim si, da bi, ko se bodo stvari izjasnile, skristalizirale, da bi s temi pogovori lahko nadaljevali, ker je bil izražen interes z obeh strani. Kar se knjižničnega nadomestila tiče, je tudi tukaj na tem področju kriza naredila svoje. Namreč JAK nekaj časa ni izdajal odločb o knjižničnem nadomestilu, ampak, kolikor vem, so od Ministrstva za javno upravo dobili interpretacijo, da to zdaj lahko storijo, tako da se zelo veselimo, da bomo dobili knjižnično nadomestilo, pač vsi upravičenci lahko izplačano. Hvala lepa za pozitivne novice, da ste z vašimi prizadevanji uspeli. Kakšne so pravzaprav spremembe na tem področju zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa? Nekaj sem že povedala, ampak ta trenutna kriza je pravzaprav razkrila ranljivost knjižnega polja. In v bistvu to se vse pozna tako pri pogovorih o avtorski pogodbi kot o knjižničnem nadomestilu. Bi pa s tem v zvezi opozorila v zvezi s krizo bi opozorila še na neko stvar. Pokazala je namreč na specifiko tudi opravljenega našega dela. Se pravi, po eni strani gre za stalno delo, hkrati pa način plačil, ki jih prejemamo večinoma književni prevajalci, ni stalen. Recimo, čeprav delamo vsak mesec, delamo na projektih, ki trajajo ponavadi več mesecev, in zato v bistvu plačilo dobimo vsakih nekaj mesecev oziroma po končanem opravljenem delu. To pomeni, da bomo književni prevajalci težko izkazovali upad dohodkov glede na februar. Želeli bi si, da bi to obdobje, s katerim bo treba primerjati dohodke, bilo širše, tako kot je bilo denimo kolikor vem, pri kmetih, kjer je časovno obdobje in dohodki, ki jih upoštevajo, daljši. Kako pa, Andreja, na vaše člane vplivajo ukrepi zaradi koronavirusa? Kako se pa vi spopadate s to situacijo? Ja, tako kot za res veliko drugih poklicev, se tudi mi soočamo skoraj popolno zaustavitvijo našega dela. Vsi dogodki v Sloveniji so odpovedani že mesec in pol, tudi na ravni Evropske unije je večina dogodkov odpovedanih, tako da Evropska unija je za nas velik delodajalec, tako da so res kolegi v stiski. In zdaj iščemo načine, kako bi si pomagali. ZKTS zbira informacije o odpovedih, zato da bi potem imeli neko jasnejšo sliko o ekonomskih in poslovnih razsežnostih. Pripravili smo smernice za tolmačenje med pandemijo COVID-19. Te smernice vsebujejo nasvete za nas, tolmače, kako bolje zaščititi zdravje. Ker delamo v kabinah, si lahko predstavljate, da imate vso to opremo tam, v katero ves čas nekdo govori, torej kapljični prenos je tam zelo prezenten. Skratka, vsa ta priporočila so vključena v teh smernicah, hkrati pa te smernice vključujejo tudi nasvete za govornike, ki se udeležujejo konferenc prek platform, torej na daljavo. Se pa zdaj zaradi te pandemije skozi stranska vrata čedalje bolj na prizorišče pririva tudi to tolmačenje na daljavo oziroma tolmačenje prek platform. Ta tehnologija je sicer še v povojih, vendar pa prinaša nekatere nove strokovne izzive, pa tudi zdravstvena tveganja, na primer za sluh, potem tudi za obvladovanje stresa, pomeni večji kognitivni napor, pomeni, da mora tolmač med svojim delom, ki je že tako zelo intenzivno, opravljati še dodatna opravila. Skratka, ima precej izzivov, ampak seveda lahko prinaša tudi poslovne prednosti. Zato ta razvoj zdaj res budno spremljamo in smo, kot sem že prej omenila, vzpostavili eno posebno delovno skupino, da bo pripravila smernice in priporočila. Namreč moramo opredeliti jasno za vse,
kakšna je zahtevna in potrebna tehnična oprema, potem kateri načini tolmačenja na daljavo so morda ustreznejši ali primernejši, namreč lahko se tolmači v vozliščih ali pa na lokaciji naročnika ali pa tudi od doma. Potem moramo opredeliti, kakšna je tehnična podpora, ki mora biti kljub temu zagotovljena tolmaču. Potem tolmač mora biti za to predhodno usposobljen in ne nazadnje ne smemo pozabiti tudi vidika varovanja podatkov, varstva podatkov, ker se pri tem velikokrat uporabljajo platforme v oblakih, in to je pomembno. Res pa se nam zdi zelo pomembno, da danes nihče ne ostane sam, da smo vsi vključeni v neko društvo ali združenje, da si tako lažje med seboj pomagamo in sodelujemo. Zares večplastno. Polona, ste v vašem društvu zasledili kakšne vplive koronavirusa na vaše delo? Pri nas je zelo različno, odvisno od tega, za koga delaš. Nekateri imajo pač te, ki delajo, ki prevajajo za kino, za kinoteko, seveda čutijo upad, pač odvisno, v kakšnem deležu delajo. Ti, ki zaradi kakršnih koli zdravstvenih težav ne morejo hoditi v službo, kjer so v stiku z ljudmi, ravno tako čutijo upad. Nekateri smo celo bolj obremenjeni, zato ker pač hočejo, vsi ponudniki hočejo zagotoviti gledalcem vse več razvedrila, več oddaj, se pravi, mora biti večja ponudba. Ampak pri nas mislim, da bo najhujša kriza nastopila po krizi, zato ker je trenutno ustavljena vsa filmska in televizijska produkcija. Se pravi, da ne bo novega materiala, že tako ali tako, ne vem, koliko spremljate televizijo, ampak se pač oddaje ponavljajo. Se pravi, prevajalci od tega nimamo ničesar, od ponovitev ne dobimo niti centa. In se bo to, če ne zdaj, poznalo čez pol leta. Takrat pa mislim, da bomo pa v takem položaju, kot so zdaj konferenčni tolmači. Upam, da ne. Upam, da so moje napovedi napačne, čeprav se v tujini tudi že pač so pa te trendi mogoče še celo bolj očitni kot pri nas. Skupnimi močmi nam bo uspelo prebroditi najhujše. Kateri pa so največji izzivi, s katerimi se sooča Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev in kako se pri vas spopadate z njimi? Ja, hvala. Torej, mislim, da so izzivi, s katerimi se spopadamo, sorodni drugim društvom, in sicer največja izziva sta pridobivanje novih mladih članov in pa seveda naš dolgoletni boj za priznavanje prevajalskega poklica. S prvim izzivom, torej s pridobivanjem novih članov, se soočamo tako, da poskušamo ostajati v koraku s tehnološkimi sredstvi komunikacije in nagovarjamo ciljno publiko po kanalih, kjer se oni nahajajo, kar mislim, da je vredno omeniti glede na demografsko sestavo našega članstva. Ter tako, da jim nudimo strokovno znanje v obliki seminarjev, ki je po končanju študija kar naenkrat postane še kako dragoceno, saj imajo na njih priložnost se povezovati, srečevati s kolegi, kot sem že omenila, in s tem, da delujejo oziroma sodelujejo v društvu, jim nudimo nekakšno zavetje v tem nereguliranem morju prevajalcev. In pa seveda, če sodelujejo v nekem društvu, v neki pravni obliki, imajo glas in možnost doseči pozitivne spremembe na svojem področju. Zato sem se tudi jaz bolj aktivno vključila v dejavnosti društva in vseh društev. Nam lahko, prosim, predstaviš, zakaj je za slovenski prostor pomembno, da je Društvo slovenskih književnih prevajalcev dejavno? Torej, odgovor je v resnici ponudila kriza sama. Zdaj, ko imajo ljudje več časa, se še bolj kaže, kako pomembna je kultura, kako pomembno je branje, se ravno z branjem ostajamo doma, ostajamo sami, izolirani in ogrožamo drugih.
Torej, Društvo slovenskih književnih prevajalcev si že vrsto let prizadeva za promocijo književnega prevajanja in to počne kontinuirano in sistematično. Naj naštejem le nekaj aktivnosti, čeprav ne bom zajela vseh. Vsako leto pripravljamo pogovore, okrogle mize, recimo o lektorjih in prevajalcih, o lektorjih in urednikih, več prevajalcev istega avtorja in tako naprej. Teh dogodkov je vsaj 10 vsako leto. Potem so podelitve nagrad, Sovretove, Lavrinove, priložnost za strokovna srečanja. Vsako leto potekajo prevajalske šole, ki so namenjene prevajalcem, ki prevajajo slovenska besedila v tuje jezike. Vsako leto jeseni je organiziran odmeven simpozij prevajalcem, kjer prevajalci seveda reflektiramo svoje delo. Lotevamo se tudi projektov, v katere vključujemo mlade prevajalce. Društvo slovenskih književnih prevajalcev izdaja vrsto publikacij, revijo Hieronymus, zbornikov prevajalskih, drugih monografij in seveda se odziva na aktualne razmere, kot je bilo tudi v primeru trenutne krize. Verjetno ste v teh letih že izoblikovali spodbudne rešitve, ki bi s podporo lektorjem zagotovili tudi boljšo storitev naročnikom in uporabnikom. Katero strokovno skupnost najbolj podpira? Kako jo nameravate uresničiti? Ja, za lektorje smo v Lektorskem društvu Slovenije se seveda najbolj posvečali jezikovnim vprašanjem, zato so bili tudi najbolj in so še vedno najbolj obiskani dogodki, kot so jezikovni pogovori in delavnice. Spomladi oziroma zdaj aprila, ravno pred nekaj dnevi, smo želeli organizirati prvi kongres Lektorskega društva, ki pa je prestavljen na jesenski čas zaradi znanih razmer. Potem podpora lektorjem, ki jo ustvarjamo, je tudi to, da oblikujemo poklicne standarde z prenovljenim etičnim kodeksom. Če pa pogledamo še sodelovanje s strokovno skupnostjo Lektorskega društva, naj pa tukaj omenim predvsem dejavno sodelovanje v javni razpravi ob objavi novih poglavij slovenskega pravopisa, ki nastaja in se prenavlja. Spoštovane kolegice, najlepša vam hvala, ker ste v prvi obletnici izida Bele knjige o prevajanju z nami delile vaše pronicljive misli o še vedno bolj perečih vprašanjih, s katerimi se vsakodnevno soočamo delavci in delavke v jezikovnih poklicih. Cenjena strokovna in širša zainteresirana javnost, vljudno vas vabimo, da aktivnostim združenj in društev, ki v Sloveniji zastopajo prevajalce, tolmače in lektorje, sledite še naprej. Priporočamo se za vašo podporo tudi v prihodnje, saj bomo zastavljene cilje, to je izboljšanje pogojev visoko kvalificiranih delavcev, ki delamo v jezikovnih poklicih, lahko dosegli le s skupnimi močmi. Nasvidenje ob naslednji priložnosti.